Lep pozdrav v današnji Kulturi na televiziji Celje. Top Classic je tradicionalna glasbena prireditev, ki jo na Prvi gimnaziji v Celju vedno ob zaključku leta pripravijo tako za svoje dijake, kot tudi goste in profesorje. Kako je bilo na letošnji, pa poglejmo. Tudi letošnja prireditev Top Classic je v torek 23. decembra predstavila pisano paleto predvsem glasbenega ustvarjanja na Prvi gimnaziji v Celju. In tega ni malo. Na velikem prireditvenem odru v dvorani Kajuh, opremljenem z veliko videoprojekcijo ter svetlobnimi efekti, so se vrstile številne glasbene skupine v večji in manjši zasedbi ter posamezni vokalni izvajalci. Tudi letos je prireditev dopolnjevalo kar nekaj plesnih skupin in akrobatov. Glasbeni izvajalci so nam postregli glasbeni užitek številnimi glasbenimi žanri. Seveda največ sodobne, popularne glasbe, manjkala ni tudi narodno-zabavna glasba in še kaj. In vse to so mladi izvajalci izvedli z odličnimi vokalnimi in instrumentalnimi solisti, ki jih na šoli ne manjka. Polna tribuna ter parter občinstva, med njimi seveda največ dijakov ter profesorjev in gostov, je navdušeno spremljala prireditev. V uvodu so prireditev nagovorili in pozdravili ravnatelj Prve gimnazije v Celju dr. Anton Šepetavc, ravnatelj glasbene šole Celje magister Simon Mlakar, obe šoli namreč skupaj izvajata program srednješolskega izobraževanja umetniške gimnazije glasbene smeri, ter predsednica kulturnega društva Antona Aškerca na šoli četrtošolka Lea Vrečko. In vsi so dijakom, profesorjem ter gostom zaželeli lepe praznične dni in vsega dobrega v prihajajočem letu. In kako so vsi trije ocenili letošnji Top Classic? Jaz sem en izmed tistih starih, še iz prejšnjega tisočletja, ki sem bil zraven pri prvem. Mislim, da je bilo leta 86. v stari telovadnici. Bil je skromen, bil je tak, kot ga je takratni čas nam dopustil in kot smo ga zmogli. Danes je pa to nekaj popolnoma drugega. To je velika prireditev, jaz si upam reči, da je že napol profesionalna in smo seveda na njo zelo ponosni. Je pa s tem seveda veliko dela, veliko priprav, veliko truda, pa seveda tudi veliko talenta naših fantov in punc. In na to sem jaz še posebej ponosen. Pa vedno poudarim tudi, da glasbena šola Celje ima pri tem seveda tudi veliko vlogo, ker so praktično tile naši fanti in punci vsi tudi hkrati učenci in dijaki glasbene šole Celje. Kot večkrat omenim naše odlično sodelovanje s Prvo gimnazijo v Celju in seveda današnja prireditev, kot je Top Classic, je spet eden pokazatelj tega. Seveda naši dijaki umetniške gimnazije so v večini sodelujejo, ampak lepo je pogledati tudi ostale dijake, ki so ustvarjajo skupaj to prireditev, ker je namenjena vsem, ne samo dijakom naše umetniške gimnazije, ampak celotne gimnazije in seveda čestitke vsem nastopajočim. Torej, res mi je zelo všeč, moram priznati, veliko truda je bilo noter vloženega, tudi časa, ampak se mi zdi, da je vsako leto lepše, vsako leto je širši, tudi glasbene točke so vedno boljše, tako da res sem zadovoljna. Mladi ustvarjalci so tudi tokrat predstavili jagodni izbor iz pestre palete lastne kulturno-umetniške ustvarjalnosti. Kaj pa dijakom na Prvi gimnaziji v Celju pomeni vsakoletna prireditev Top Classic? V bistvu ta prireditev Top Classic nam pomeni, da lahko skupaj ustvarjamo, da lahko sodelujemo, si pomagamo, v bistvu delimo sami sabo oziroma sami z drugim neko to domišljijo, ustvarjalnost, neke ideje. Letošnji Top Classic je imel še nek poseben simpatičen šarm s svojo spontanostjo, malo pa tudi z glasbenim gostom, pevcem priznane glasbene skupine Mi2 dr. Tončkom Kregarjem, nekdanjim dijakom Prve gimnazije v Celje in nenazadnje tudi s prav posebno slovesnostjo. Z gimnazije se je namreč poslovila in odšla v zasluženi pokoj dolgoletna mentorica kulturnega društva profesorica Jovana Rubida, ki je bila 30 let tudi mentorica Top Classicu. Za njeno predanost je ob tej priložnosti ravnatelj podelil naziv zaslužne profesorice. Jaz sem strašno rada delala v razredu
z dijaki in strašno rada izven razreda z dijaki, ker sem ustvarjala skupaj z njimi in so mentori kulturni utrip prve gimnazije v Celju, na šoli in tudi izven nje. In to sem vedno rada počela in danes, ko mi je gospod ravnatelj podelil častni naziv zaslužne profesorice prve gimnazije v Celju, sem bila res lepo presenečena in se mu iskreno zahvaljujem. In to mi veliko pomeni in ponosna sem na ta naziv. In dijaki so očitno imeli radi in spoštovali dosedanjo mentorico njihovega kulturnega društva Antona Aškerca na prvi gimnaziji, svojo profesorico slovenščine Joano Rubida. Saj so podelitev naziva zaslužne profesorice pospremili z bučnim in dolgotrajnim aplavzom ter vzkliki. Joana Rubida pa je zagotovila, da se bo v bodoče rada odzvala povabilo in spremljala Top Classic, vendar s parterja. Tako kot rečemo v parterju, letos v prvi vrsti in upam, da drugo leto tudi v prvi vrsti. Je pa Top Classic v dobrih rokah, ko sem prebrala programski list in verjamem, da bo žarel še vrsto let. V njene čevlje pa je že uspešno stopila nova mentorica, profesorica Ana Laubič, ki bo, kot je poudarila, Top Classic z veseljem vodila naprej. Zagotovo z velikim veseljem. Top Classic je dolgoletna, tradicionalna prireditev in jo bomo poskušali voditi tudi v takšni podobi, kot smo jo bili vajeni do zdaj, tudi še naprej. In kakšna so njena pričakovanja od te prireditve v bodoče? Ja, zagotovo. Top Classic je velik organizacijski zalogaj, priprave potekajo že od začetka novembra, sodelujemo tako foto-video krožek kot likovniki, glasbeniki seveda, pri tem jim pomagajo mentorji, da na koncu nastane takšna odlična prireditev, ki smo jo tudi danes doživeli. In ravnatelj dr. Anton Šepetavc. Kot smo slišali, Top Classic na prvi gimnaziji v Celju spremlja od samih njegovih začetkov in vsako leto z vidnim ponosom na njem spremlja ustvarjalni potencial svojih dijakov. Zato se tudi v bodoče nadeja še veliko tako doživetih Top Classicov. Jaz verjamem, da bo prireditev živela tako, kot je zdaj živi že skoraj 40 let. Ravno prej sva obujala spomine z današnjim skrivnim gostom, tule lahko povem, kdo je, Tonče Kregar, naš nekdanji dijak. In sva se spomnili, da sva leta 86 sedela skupaj v žiriji te prireditve. On kot dijak, jaz pa takrat kot mentor kulturnega društva. 40 let je minilo, evo, pa smo še tu, hvala Bogu, ne? Smo še živi. On sicer bolj kot jaz. Tudi tokratni Top Classic je med mladimi obiskovalci požel navdušenje in ovacije, pa saj je resnično tudi bilo kaj videti in predvsem slišati, kar je še povečalo predpraznično vzdušje iztekajočega se leta. To prireditev na celjski prvi gimnaziji že tradicionalno pripravijo ob zaključku koledarskega leta. No, tudi letošnji Top Classic je zanesljivo pokazal vso moč kreativnega izražanja dijakov na prvi gimnaziji v Celju in pa seveda tudi dijakov umetniške gimnazije, ki jo delajo skupaj z glasbeno šolo Celje. In nadejati se je, da bo tako tudi v bodoče. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič.